Na panelu prihodnosti mobilnosti smo spoznali tudi raziskavo, ki jo je vodila na Ekonomski fakulteti Maja Konečnik-Rucijer. Maja, lep pozdrav. Mi razložite, oziroma našim gledalcem tudi za začetek, zakaj točno je šlo? Torej, z obstoječo raziskavo smo želeli pridobiti mnenja, razmišljanja mladih o prihodnji mobilnosti. Delali smo poglobljene globinske intervjuje, predvsem smo želeli dobiti torej njihov pogled, kako si predstavljajo svojo mobilnost v prihodnosti, kaj mislijo, da se bo zgodilo in te ključne stvari. So kakšne stvari, ki so zelo presenetile? V bistvu je kar nekaj zanimivih zaključkov nastalo. Prvi recimo kot takšen, električni avtomobili so zelo zaželjeni. Večina mladih oziroma skoraj vsi si želijo postati lastniki električnega avtomobila, kar se verjetno navezuje na to, da mladi, ko razmišljajo o mobilnosti, močno mobilnost povezujejo z okoljem, z okoljsko problematiko. In z tega vidika torej verjetno ne preseneča, da so električni avtomobili tisti, ki so zaželjeni. Potem mogoče drug zanimiv izsledek, kljub temu, da so mladi, še vedno je lastništvo avtomobila očitno pomemben dejavnik. Večina še vedno smatra, da lastniški avtomobil je nujen, si ga želijo. Mogoče v manjši meri določeni menijo, da ni nujno, da ga imajo, pa vendar zaradi okoliščin, ki so na slovenskem trgu, si tudi predstavljajo, da bodo imeli v prihodnosti ta lastniški avtomobil. Se pravi, niso naklonjeni multimodalnosti oziroma car sharingu in uporabi drugih vrst mobilnosti? To ne moremo reči, da niso naklonjeni multimodalnosti, načeloma so naklonjeni, pa vendar jo kombinirajo ob svojem avtomobilu. Kako pa je z avtonomnimi vozili? So mladi pripravljeni na dobo, ko bomo volan spustili in nas bo avto peljal sam? Mislim, da na tej stopnji mladi še vedno niso pripravljeni oziroma ne razmišljajo toliko o avtonomnih vozilih. So seznanjeni s tem, določeni posamezniki bi se tudi v tem trenutku bili pripravljeni prepustiti avtonomni vožnji. Več je pa takšnih, ki še vedno imajo določene zadržke, predvsem moralne, etične, tukaj da verjetno bo treba še nekaj časa in ravno to se izpostavlja, da predvidevajo, da to verjetno bo nekde v prihodnosti, ampak čez 10 let oziroma mogoče še kasneje. A so kakšna odstopanja pri študentih do diplomskega pa podiplomskega študija? Niti ne. To, kar smo naredili, je bilo predvsem to poglobljeno razmišljanje s podiplomskimi študenti, ker smo mogoče razmišljali, da recimo časovna razlika 5 let, da bo naredila kakšne večje spremembe v razmišljanju, se ni izkazalo. Še kakšna stvar, ki jo prinese takšna raziskava, kar se tiče morda ekonomskega vidika novih mobilnosti? Takšna raziskava, jaz moram reči, da je bila izjemno dobro sprejeta strani mladih. Tudi kasneje zdaj mi pišejo, da je res tematika, ki se jim zdi zanimiva, ki se jim zdi aktualna. To je ena stvar. In druga stvar, mogoče tudi zaradi tega, ker so dejansko študente ekonomskih smeri, so v zvezi mogoče s car sharingom in podobnimi stvarmi vedno rekli, smo pripravljeni, seveda pa ob tem, da si želimo te stvari preračunati. Torej, razmišljajo tudi o tem nekem stroškovnem ekonomskem vidiku. Je racionalni vidik, niso samo emocije? Je, pa vendar verjetno zaenkrat še v manjši meri. Je bil kakšen pomislek, glede na to, da vsi avtomobili, ki imajo asistenčne sisteme, ki bi lahko ponujali avtonomno vožnjo, pa tudi električna vozila spadajo med dražje, da si jih na nek način ne bodo mogli privoščiti, da bo to stvar nekega višjega sloja? So bili tudi tovrstni pomisleki, predvsem, da jih mogoče si ne morejo privoščiti v tem trenutku. Še vedno se je potrebno zavedati, da večina mladih vozi mogoče avtomobile, ki so kupljeni iz druge roke. Tako da te pomisleki so bili, še posebej so bili pomisleki glede avtonomnih avtomobilov.
Po drugi strani pa so sploh glede električnih avtomobilov imeli mladi tudi kar nekaj pomislekov, ali bo družba kot taka, država, pa tukaj ne gledamo samo v kontekstu Slovenije, sposobna zagotoviti primerno infrastrukturo, ki bo sledila mogoče nekim spremenjenim navadam mobilnosti. Ja, pa subvencije? O subvencijah dosti razmišljajo, so seznanjeni z njimi, tudi z novim zakonom, tako da to so vse stvari, ki jih imajo v mislih. Ki so jih uporabljali tudi, ko so se odločali, kar se tiče raziskav. Kar nekaj jih je opozorilo, da subvencije so tista stvar, ki je smiselna in s katero se bodo seveda posluževali.